Drage gledalke, spoštovani gledalci! S terapevtko družinske in zakonske terapije Frančiškanskega družinskega inštituta Tanjo Pate bomo nadaljevali naš pogovor o tem, kako izboljšati učni uspeh. Kaj lahko mladostnik naredi, ko se resnično ne more pripraviti do tega, da bi se učil? Če se nam ne ljubi učiti, je mogoče zelo fajn na začetku ugotoviti, zakaj. Mogoče je ta učna snov preveč zahtevna zame, mogoče se mi je nabralo čisto preveč te snovi in me je strah, a bom sploh uspela do naslednje kontrolke vse osvojiti, se naučiti. Mogoče me je strah tega, da ne bom zadosti dobro znala, da ne bom dosegla tiste 5, ki si jo želim, pa bom dosegla 4 in me je tega strah. Meni se zdi pomembno, da mladostnik tukaj počne karkoli, samo da vztraja, pa bodi si vzame neko dobro knjigo, bodi si gre teč, gre plesat, karkoli, kar zahteva od njega določeno energijo. Mogoče mi danes ne bo uspelo, ampak je jutri še en dan. In je zelo pomembno, da vem, zakaj se učim, da vem zase, zakaj moram tukaj to oceno popraviti, zakaj moram dokončati to šolo. Mladostniki si dostikrat težko zamišljajo prihodnost ali pa kaj bom počela čez naslednjih 5 let. Ampak prav ta vizija mi lahko pomaga, da bom uspela zdaj vztrajati tukaj pri tem predmetu, v tem šolskem letu, v tej šoli. Se pravi, da vem, zakaj to počnem. Zakaj je pomembno, da ima mladostnik dober učni uspeh? Prepričana sem, da si vsak želi biti uspešen, tudi mladostnik. Čeprav je res, da mogoče šola pa ocene niso na tistem seznamu pri mladostniku. Dostikrat so tle in računalnik, in vrstniki, prijatelji, mogoče šport, mogoče TV. Vendar pa dober učni uspeh zelo prispeva k dobri samopodobi in samozavesti. Se pravi, je mladostnik tudi ponosen nase, če ima dobro oceno. Se pravi, dobi v sebi ta občutek, da zna, da zmore, da ni več ovir, ki bi pač mu preprečevale, da bi bil tam nekje v enem povprečju, ampak mu da ta zagon tudi naprej za življenje, ker vsi vemo, da to močno potrebujemo, da lahko potem, ne vem, se najdemo v enem poklicu, vztrajamo tam in si damo to priznanje. Zmorem, znam, lahko uspem. Nenazadnje si lahko privoščim daljše počitnice, zaradi tega vesele počitnice, ker vem, da mi je to šolsko leto šlo zelo dobro od rok, da sem uspela, da sem dosegla tisti uspeh, ki sem si ga želela pa načrtovala. Kako lahko mladostniku pri doseganju čim boljšega uspeha v šoli pomagajo starši? S tem, da se sami zavedajo, da niso oni tisti, ki morajo ocene popraviti, da niso oni tisti, ki se morajo učiti, ampak da so tukaj za otroka, da pomagajo mladostniku takrat, ko sam ne vidi, kako naprej, kako se pač lotiti učenja neke snovi. Se pravi, da ga res opogumljajo, da verjamejo vanj, ga podpirajo, mu pomagajo pri organizaciji tega časa za učenje, tudi za sprostitev, da mogoče grejo z mladostnikom tudi ven na kakšen sprehod, se igrajo kakšne igre. Predvsem pa, da se zanimajo zanj, tudi kako je z njim, kako se počuti, kako je v šoli, da ohranjajo in vzdržujejo ta stik z mladostnikom. Ker s tem mu bojo pokazali, da jim ni vseeno, da ga imajo radi in da mu želijo, da uspe. Če se vam je zataknilo pri učenju, si lahko vzamete nekaj časa za sprostitev, da si odpočijete in zbistrite misli. Potem pa hitro nazaj k knjigam. Želim vam veliko poguma pri doseganju vaših ciljev. Ponovno se vidimo prihodnji teden.